Nabor raziskovalnih izzivov na področju onkologije, ki zajema več 100 različnih obolenj, je praktično nepredstavljiv, naj si bo to pri nas ali na globalni ravni. Posebno skupino tovrstnih obolenj predstavljajo raki glave in vratu, kjer pa je v zadnjem obdobju po zaslugi vaše raziskovalno-klinične ekipe prišlo do pomembnega preboja, ki prinaša nove obete z gensko terapijo, temelječo na aktivaciji imunskega sistema obolelega. Zato me zanima, kakšni so izsledki prve faze kliničnega preizkušanja in kako se bodo nadaljevale raziskovalne faze, ki bodo tej metodi tlakovale pot v redno klinično uporabo, čeprav razumem tudi na drugih področjih, tudi pri drugih onkoloških obolenjih. Ja, gre za tako imenovano gensko terapijo, ki stimulira imunski sistem. Bolj natančno, to je terapija, ki je plod dolgoletnih raziskovalnih predkliničnih del. Gre pa za to, da v tumorske celice, v celice v tumorju vnesemo zapis za imunsko molekulo, to je interleukin 12, ki zelo spodbudi imunski sistem obolelega. Izsledki faze 1 so pokazali, da je ta terapija varna in izvedljiva. Ker klinične študije faze 1 so namenjene prav temu, da se dokaže varnost te terapije. V onkologiji jih izvajamo na bolnikih, v drugih vedah se izvaja to na zdravih prostovoljcih. Tukaj jih izvajamo na bolnikih, dokazali smo, da je varna. Določili smo v okviru te faze, klinične študije faze 1, tudi odmerek zdravila, ki ga nameravamo uporabljati v fazah klinične študije faze 2, kjer nameravamo to terapijo nadaljevati, predvsem v kombinaciji z drugimi zdravljenji. Predvidevamo s kolegi iz klinike, se pogovarjamo, da bi bila to najbolj primerna radioterapija, ki je uveljavljena, lokalno ablativno zdravljenje. Ker s to našo gensko terapijo naredimo to, da v bistvu pomagamo organizmu preko aktivacije imunskega sistema, da se še dodatno bori na nivoju celega organizma proti raku, se pravi, upamo, da tudi bi deloval na zasevke, na metastaze. In ker spodbujamo dejansko imunski sistem, to ni, kot ste me vprašali, vezan samo na eno vrsto raka, ampak se imunski sistem dejansko lahko bori proti katerikoli vrsti raka. Nekateri raki se znajo imunskemu sistemu bolj izogniti, nekateri malo manj, tako da preko te stimulacije upamo, pa seveda še z nadaljnjimi raziskavami, da bi lahko to aplicirali tudi na druge vrste raka. Kot ste omenili, so bolniki tovrstno terapijo prenašali dobro, pokazala se je kot učinkovita, kot varna. Zato me zanima pravzaprav, kdaj je po vaši oceni mogoče pričakovati uvedbo te genske terapije v klinični praksi? No, to je pa prehitro vprašanje. Ja. Tako kot prvo bi se res rada vsem bolnikov, ki so sodelovali v študiji, zelo zahvalila, ker ta terapija, ker smo v bistvu dokazovali varnost, nismo dokazovali učinka terapije. Mi smo sicer spremljali učinek terapije, ampak smo si izbrali bazalno-celični karcinom tudi zaradi tega, ker smo mi čakali en mesec po terapiji, smo en mesec čakali tudi odgovor in pojav morebitnih neželenih stranskih učinkov, ker smo po 30 dneh te tumorje izrezali. In v tem času to je seveda bilo za bolnike dodatno delo, ker so mogli hoditi na kontrole, ampak ni pa to bistveno vplivalo na izid zdravljenja. Oni so bili še vedno v primernem času operirani. Tako da glede tega je pač ta terapija se izkazala za varno. Faze klinične študije grejo po vrsti, tako da mi trenutno
smo v fazi pridobivanja predkliničnih podatkov in zbiranja denarja za klinično študijo faze 2. Prijavili smo se tudi na razpis Slovenske agencije za raziskovalno in inovacijsko delo, na en velik razpis Gravitacija, kjer bi radi v bistvu z tem zdravilom, ki smo ga razvili, dokazali, da je uspešno v kombinaciji z radioterapijo. In na osnovi teh rezultatov pa lahko potem gremo v fazo 2 klinične študije, ki recimo bi lahko rekli, da je to v nekih, če bomo uspešni, bi lahko rekli nekih 2-3 letih. Je potem takem mogoče reči, da bo v nadaljni fazi kliničnega raziskovanja, torej takrat, ko boste vključili tudi radioterapijo in elektrokemoterapijo, potem, ko bo to zdravljenje vključeno v, recimo temu, redno, standardno klinično prakso, posamezniku mogoče zagotoviti res najbolj optimalno prilagojeno obliko zdravljenja? Mislim, da vsa razvoj v medicini gre v to smer, da so vedno bolj bolniku prilagojena zdravljenja, predvsem na področju genetike raka poznamo vedno več nekih tarč, tako da se tudi te v rednem delu že uporabljajo, da je to zdravljenje čim bolj personalizirano, čim bolj bolniku prilagojeno. In to naše zdravljenje bo v bistvu predstavljalo eno od možnosti tudi, ki se jih bo dalo uporabiti. Pravzaprav medicina z razvojem genskega zdravljenja dobiva nepredstavljive razsežnosti pri možnostih obvladovanja bolezni oziroma ozdravitve. Morda bi tukaj rekli, da moramo vedeti, da so te genske terapije lahko različne, da lahko se zdravijo, poškodbe, mutacije v točno določenem genu, to so recimo te monogenetske bolezni, medtem ko pri raku, ki je pa v bistvu bolezen večjih genov, veliko stvari gre narobe, pa se ne moramo ciljati samo ene tarče in glih to je ta naš pristop, da v bistvu ciljamo imunski sistem, ki ga spodbudimo in so v bistvu lasten organizem, ki itak najboljše orožje, naš imunski sistem se v bistvu potem aktivira in odstrani tumorske celice. V fokusu vašega raziskovalnega dela je eksperimentalna onkologija. Nam lahko zaupate, katerim kliničnim izzivom se na tem področju še posvečate, kaj si v naši medicini, za katero pravzaprav vsi vemo, da je ne le dobra, ampak da se sooča, spopada tudi s kadrovsko-logističnimi oziroma sistemsko narekovanimi izzivi pri delu, pri konkretnem kliničnem delu. Kaj si lahko morda še obetamo v prihodnje? Onkološki inštitut je tudi zelo vpet v evropske mreže. Ravno zdaj smo zaštartali z 2 zelo velikima projektoma skupnega ukrepanja na področju izgradnje infrastrukture, na področju onkologije, kjer vključujemo dejansko vse centre terciarne, ki delujejo na področju raka. Drug velik projekt je pa tako imenovano vzpostavljanje ekspertnih mrež na nivoju Evrope, ker v okviru Evropskega programa za obvladovanje raka je tudi ta dostopnost vseh bolnikov v Evropi do najboljših storitev. In tukaj si želimo to ne samo gensko terapijo, ampak terapije, ki temeljijo na principu elektroporacije, predvsem elektrokemoterapija, ki je tudi že v smernicah za zdravljenje določenih rakov, da bi to postavili tudi v mrežo ekspertov v Evropi. 180 centrov v Evropi to že izvaja in bi radi to dvignili, da bi bilo še bolj dostopno. In ker se uporablja enaka tehnologija tudi za gensko terapijo, bi lahko preko tega, ker je toliko centrov to že to uporablja, se potem imamo mi v bistvu že izgrajeno neko platformo, da bi se potem tudi ta genska terapija lahko širše in potem tudi hitreje uveljavlja tudi v Evropi. So pa to, kar se pri nas na oddelku mogoče še ukvarjamo, zelo veliko se ukvarjamo tudi
z radiobiologijo, s tem, da bi lahko v radioterapiji jo tako izvedli, da bi se sprožila tako imenovana imunogena celična smrt, da še preko tega morda stimuliramo imunski sistem. Zelo veliko se ukvarjamo tudi, da bi imeli čim manj invazivne diagnostične postopke in skupaj z drugimi kliničnimi oddelki in diagnostičnimi se delamo veliko na cirkulirajočih tumorskih celicah, se pravi, da bi lahko diagnostiko izvedli v vzorcu krvi, da ne bi bila potrebna biopsija tumorja. To recimo tudi pri nas veliko na oddelku delamo, pa seveda nadaljujemo z raziskavami genske terapije z novimi pristopi.